V Novem mestu je Krka gostila državne prvake iz Maribora. Vijoličasti so že v prejšnjem krogu zmagali proti Domžalam in postali novi stari državni prvaki. Novomeščani še vedno bijejo boj za obstanek v prvenstvu, ampak tokrat je bil Maribor boljši. Tole je sicer začetek dvoboja in prva akcija za nogometaše Krke, kajti domači so poskušali preko Rašiča. To je bil dober strel, ampak izjemna obramba Obradoviča, ki je tokrat branil mariborska vrata. Tokrat je branil proti svoji bivši ekipi, kjer je še lani branil in zares izjemno se je izkazal in prislužil prestop v Maribor. Potem akcija Mendija in obramba domačega vratarja. Še ena priložnost za Mariborčane, podaja pred vrata Salaliha, tokrat pa je prečko stresel Mitja Viler, ostalo je pri začetnem izidu. Boljši so bili gostje in to je bil nov napad za Mariborčane. Lepo je žogo sprejel Salalih, preigraval in tudi podal pred vrata, potem pa dobil svojo odbito žogo in še enkrat prišel do preigravanja, streljal in zatresel mrežo za 0:1. Izjemen gol Izraelca, ki je tokrat upravičil pričakovanja trenerja, da ga je postavil med najboljših 11. Ob koncu prvega polčasa pa nova kombinacija za Mariborčane, še enkrat lepo. Salalih proti Mendiju, ki je bil sam pred golom in takole premagal vratarja Mitrovića za 0:2. Zadetek Mendija in povišanje prednosti v zadnji minuti prvega polčasa. Drugi polčas in prva priložnost za Novomeščane, priložnost za Igbejšo, ki je meril mimo gola, potem še enkrat priložnost Krkašev, oddaleč je poskušal Velbek, zanesljiv Matko Obradovič. Potem sam pred vrati Zahovič, gostje so želeli 11 metrovko in prekrška, tokrat prekrška za Maribor ni bilo. Priložnost za Krko, Kastrevec je streljal z glavo, izjemna obramba Obradoviča in potem še ena akcija za Mariborčane, spet je potegnil Salalih in po slalomu skozi obrambo Krke zadev za 0:3 ter potrdil izjemno formo, tokrat je bil dobro razpoložen, dvakrat je zadev in tudi podal Mendiju za gol Mariborčanov. Ob koncu dvoboja pa še zadetek za Nigerica Anejkana, tole je bila kombinacija Krke, žoga pred vrata in zadetek Anejkana, ki je znižal zaostanek 1:3. Krka je vendarle dala častni gol na Portovalu proti nogometašem Maribora, novim starim državnim prvakom, ki so v prejšnjem krogu potrdili naslov v našem prvenstvu. Še ena akcija Maribora, Tavares je vstopil v igro v drugem polčasu in stresel prečko. To je bila izjemna priložnost za Maribor. Nato pa še enkrat kombinacija Novomeščanov v sodniškem podaljšku. Mojstrović si je pripravil strel nekoliko mimo vrat in tekma se je končala na koncu. Krka Maribor 1:3, lepa tekma in tudi zaslužena zmaga prvakov. Seveda, Maribor je pač kvalitetnejša ekipa, državni prvak, vidi se, da ima veliko kvalitetnih igralcev in mislim, da je danes to presodilo. Nam je manjkalo par ključnih igralcev danes zaradi poškodbe, nekaj zaradi kartonov in Maribor je pa dobil tekmo pač na teh individualnih potezah, ki so pač prevagale, mi tega nismo danes imeli in je Maribor zasluženo zmagal. Mislim, da je danes z naše strani bil pristop odličen, da smo skozi celo srečanje imeli popolno kontrolo nad tekmo, popolno kontrolo nad nasprotnikom. Takšna kultura je bila zelo visoka in mislim, da je zelo zaslužena zmaga. Se strinjam, da je Salič dal velik doprinos, sam brez podpore soigralcev bi bilo to nemogoče.